Enostavno je moliti tako, da prosimo za milosti, težje pa je hvaliti, četudi je prav to molitev resničnega veselja. Tako je dejal papež Frančišek med mašo v kapeli doma Svete Marte 16. oktobra. V središču homilije je bil odlomek iz Pavlovega pisma Efežanom. V le-tem beremo veselo hvalnico Bogu. Hvalilne molitve niso najbolj navajeni, pa vendar je hvaliti Boga čista zastonjskost, pomeni vstopiti v veliko veselje. Odlično znamo moliti, kadar prosimo za stvari, tudi kadar se Gospodu zahvaljujemo, a hvalnica je za nas nekoliko težja. Hvaliti Gospoda ni najbolj običajno. Pomaga nam, če se spominjamo stvari, ki jih je Gospod storil v našem življenju. Tako dela Pavel, ko na primer piše, da nas je v njem, v Kristusu, izvolil pred stvarjenjem sveta. Hvaljen si Gospod, saj si me ti izbral, to je veselje očetovske in nežne bližine. K temu veselju, sreči pred Gospodom, nas pripelje hvalnica. Potrudimo se torej, da bi jo ponovno našli, je spodbudil papež Frančišek. Izhodišče, kot že rečeno, je spominjati se, da me je Gospod izbral pred stvarjenjem sveta. Papež Frančišek je še dejal, da je hvaljenje v prvi vrsti molitev veselja, nato je molitev spominjanja vsega, kar je Gospod storil zame, vse nežnosti, s katero me je spremljal, kako se je sklonil k meni kot oče, ki otroka uči hoditi. Nazadnje pa je še molitev k Svetemu Duhu, saj nam podari milost, da vstopimo v skrivnost, zlasti kadar obhajamo Evharistijo.